Različne ankete in javnosti uvrščajo med stranke, ki imajo največ možnosti, da pridejo ne samo v parlament, ampak da bi lahko dobile tudi mandat za sestavo vlade, 3 stranke. Janševo Slovensko demokratsko stranko, Cerarjevo stranko Modernega centra in Šarčevo listo z njegovim imenom. Na eni strani kandidati in kandidatke SDS ponavljajo na soočenjih besede Janeza Janše, ki se premnogokrat postavlja v obrambno pozicijo, tudi z branjenjem slovenskega naroda in meje pred migranti. Izjav je polno. Poleg teh razvojnih, o katerih je bilo tukaj že govora, so tudi varnostni, so tudi širši. Nenazadnje Slovenija brani šengensko mejo Evrope. Enkrat je ta meja že padla in zdaj se vsi ukvarjamo s temi posledicami. Mi ne bomo dovolili, da se to še enkrat zgodi. Marjan Šarec, ki so ga včeraj na predvolilnem soočenju na TV Slovenija ujeli na laži, ko so ga vprašali, ali se je kdaj dobil z Janšo, pa vsaj z besedami zavzema drugo stran in še zadnjič kliče k strpni politiki. Mi bomo prenesli stabilnost tako na zunanjem političnem področju, kot tudi notranjem političnem področju. Mi smo stranka, ki smo, normalna stranka, ki ne gledamo sveta črno-belo, ki spoštujemo človekove pravice, ki se na eni strani zavedamo, da je vsaka država dolžna zagotoviti varnost državljankam in državljanom, ki se zavedamo problemov, zavedamo se tudi problemov z migracijami, vendar ne na način, da bi z njimi ljudi strašili, da bi to zlorabljali v kakršnekoli politične namene. Prvi obraz SMC-ja Miro Cerar, ki je svojim odstopom zakuhal predčasne volitve, po svojem odstopu in padcu priljubljenosti stranke računa na nov vzpon. Mar politik, ki je imel napisano, da ne jamra, ampak išče rešitve, zdaj išče rešitve za svojo stranko ali za narod. Ljudje bi želeli še več in še bolje in to je tudi naša primarna naloga, da se potrudimo, da dobimo mandat za sestavo naslednje vlade oziroma da sodelujemo pri tem, da bomo lahko v Sloveniji stanje, predvsem na področju zdravstva, sociale, pokojninske reforme še nadalje izboljševali. Vse več je tudi predlogov, da bi uvedli drugačen sistem volitev, v katerem ne bi glasovali za stranke, ampak volili posameznika po sistemu preferenčnega glasu. Da bi torej volili človeka, ki ga želimo videti v parlamentu, ne glede na to, v kateri stranki je. Na to opozarja tudi Jernej Pavlič iz stranke Alenke Bratušek. Se je v preteklem mandatu zgodilo, da je stranka izgubila 2 poslanca, da sta prestopila iz stranke v druge stranke, ampak tukaj je šlo za izdajo volivcev, ker ta 2 poslanca nista bila neposredno izvoljena, potegnila sta glasove vseh kandidatov v neki regiji. Če bi bil preferenčni glas, če bi bila ta 2 človeka izvoljena neposredno kot ona 2, dejansko bi potem lahko te glasove odnesla drugam, ker bi jo ljudje volili in bi potem na naslednjih volitvah ponovno imela možnost, da jih ljudje ob prestopu nagradijo ali pa da jim pokažejo, da so s svojim dejanjem dejansko prevarala te volivce. Ne nazadnje bi lahko poslance in poslanke v parlamentu tudi razsedli, razporedili drugače, ne po strankarski pripadnosti. Franc Trček iz Levice ima svoj predlog. Bi pa nekaj jaz predlagal, to ima norveški parlament, pa še dva druga, v katerem poslanci ne sedijo po strankarskih afilacijah, ampak po regijah. Zdi se mi, da bi bila to dobra vaja. Pa tudi švedski parlament ima neko dobro zadevo, ima internat za poslance, ne stanovanja, ker verjetno pol na tak način se tudi malo drugače skomuniciraš in Si torej lahko to predstavljate, da vsi tisti, ki zdaj vlečejo vsak na svojo stran, na koncu v parlamentu sedijo drug zraven drugega, na terasi internata za poslance pa se zvečer v miru dogovorijo, kaj je dobro za Slovenijo in kaj za ljudi. Sliši se skoraj utopično.